današnjem posvetu smo se s predstavniki mladih dogovorili, da ustanovimo delovno skupino, ki bo pripravila tudi pregled, kako v resnici odzivati na ukrepe, ki jih je predlagalo Računsko sodišče. Gre za 3 obvezne ukrepe, enega samo ministrstvo že udejanja, to je z vidika statističnega zavajanja aktivnosti na področju mladih, 2 pa sta takšna, ki pa je prav, da jih prediskutiramo v okviru te delovne skupine. Mladi so seveda tudi razmišljali še širše, tudi z vidika popravljalnih oziroma ukrepov v smislu priporočil, ki so dodana, in posameznih področij, predvsem horizontalnega usklajevanja politik, kar mislim pa, da je tudi vnaprej domena srečevanj na svetih, kot je bil današnji. Tudi to bomo aktivno naprej udejanjali. Vsi resorji so tukaj prisotni in mislim, da smo prav s tem sodelovalnim načinom že marsikaj premaknili tudi na področju mladih. Konkretno samo poročilo bo seveda odzivalo na dejansko zastavljeno poročilo Računskega sodišča, vse ostalo pa bomo prediskutirali tudi v okviru seje vlade, ki bo posvečena posebej tematiki mladih, in to v začetku maja, in pa na naslednjem svetu 9. maja, ko bomo govorili tudi o vseh ukrepih, ki so jih resorji že sprejeli v dobro mladih. Tukaj naj poudarim, da je vendarle nekaj zelo lepih rezultatov v obdobju te vlade, kot je 49.000 zaposlenih mladih, kar je res, lahko rečemo, dosežek tudi spodbujevalnih politik na različnih področjih. Več kot 300 milijonov evrov se namenja v jamstvo za mlade in še kar nekaj drugih aktivnosti, o tem bomo poročali tudi na naslednji seji. Okay, super.